Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bom odgovarjala na vprašanje mame, ki sprašuje pač za svojega otroka. In sicer, imam sina starega 16 let. Glede na to, da ima naporen urnik, ob 5 vstaja, se vozi 1 uro v šolo in se vrača domov ob 16 uri. In me zanima, kateri dodatek, mogoče kakšen vitamine, mu bi priporočala za več energije. No, nenazadnje sem sama tudi mama in vam povem, da moja hčerka, ta srednja, je včeraj dopolnila 20. rojstni dan. Tako da, jaz imam res velike punce, 24, 20 pa 18. Tako da, juhej, toliko je lepo imeti otroke, pa so luštkani, ki so majčkani, pa so luštkani, ko so v puberteti, in so luštkane zdaj, ko so velike, odrasle. Tako res uživam s temi mojimi puncami in to je en tak velik blagoslov v mojem življenju. Tako da, res lepo je biti mama. Tako da, zdaj pa, veste, to, kar vam bom danes govorila, je v bistvu, na en način so moji otroci moji poskusni zajčki. Pa mogoče se boste malo nasmejali, ampak jaz se s podjetjem Nov Life ukvarjam zdaj že 29 let. Se pravi, je to veliko prej, preden sem imela prvega otroka. In takrat, ko sem bila v svojih 20 letih, sem bila slabokrvna, imela sem vrtoglavice, nizek imunski sistem. No in potem sem začela uporabljati Formulo 4. To je prvo prehransko dopolnilo, ki sem ga sama preizkusila na sebi. In potem, ko sem zanosila za ta prvo hčerko, dejansko celo nosečnost nisem imela nobene slabokrvnosti, nobenih težav in tako naprej. Zelo dobro počutje. Tako da dejansko so naravna prehranska dopolnila, ki so primerna tudi za bodoče mamice, tudi za med nosečnostjo, ker vsebuje Formula 4 tudi B-vitamine, tudi folno kislino. No in potem ti otroci rastejo. Zdaj, prva zadeva, kar je pri otrocih, recimo, če se jim pojavi kakšna, ne vem, prebavne težave, če imajo težave z dermatitisom, v tem primeru, zdaj vam govorim iz mojih izkušenj. Ko je bila prav ta moja, ta srednja hčerka, stara 2 leti, se je naredil dermatitis, v vseh kožnih pregibih je bila brez pigmenta. In sem ji takrat začela dajati probiotike, Acidofilus plus, drobila sem ji kalcijeve tablete, kalcij, magnezij z D3 vitaminom in dodajala sem ji C-vitamin. Pa še česnove tablete. V glavnem, stanje se je uredilo in potem dolga leta nismo šli k zdravnici. No, in ko enkrat gremo k zdravnici po parih letih, ona prav, pa kje ste moje redne stranke, a ste se preselili? In takrat sem samo to rekla, veste, zdravje svojih otrok sem vzela v svoje roke. No, potem pa naprej puberteta. Otroci rastejo, rabijo več hranil in zdaj sploh ta starejša hčerka, Sara, no, ta srednja je Pija, ta starejša hčerka Sara, ona je pa dejansko je bila vsa leta zelo majčkena. In pri ta zadnjih, vedno je bila pri repu, a veste, ko se otroci postavijo v vrsto. Ko pa je začela rasti v 7. razredu, je pa v enem letu, potem v 8. razredu, zrasla za 25 centimetrov. Hkrati je takrat trenirala, ples, 2-3 na teden je imela trening in je bila kot ena velika prekla. In tako zdaj, ko so odrasle, se smejemo, kako je ona hodila. Vedno je zahtevala od mene, če gremo skupaj, da imam pete, zato da sem bila višja od nje. In če sem bila brez pet, je ona hodila tako, da je imela pokrčene kolena, zato da je bila videti manjša. No, v glavnem, in pri njej, in to je zdaj nasvet prav za to mamico, ki ima 16-letnega sina, kaj narediti takrat, ko otroci očitno imajo večjo porabo, kot pa imajo vnos. Zdaj, preden bom šla na odgovor, vam povem še en primer. Od ene prijateljice hčerka je ravno tako trenirala, naporen urnik, in se je začelo dogajati, da je imela sklepe, pač boleče sklepe, in sem ji svetovala na isti način. Zdaj pa kaj sem ji svetovala? Provitality plus. Provitality plus, to so 4 kapsule, ki jih otrok vzame
pred spanjem gre spat in se dejansko v tistih nekaj urah naspi, ima več energije, ker je noter ogromno B-vitamina, se počuti dobro, psihično počutje se izboljša, ker je noter samo majčkeno, da pogledamo, je vitamin B8. B8 je drugače ključen za možgane, mogoče, glejte, da vzamete še Vitaskver. Zdaj pa kaj so pa Vitaskver? To so pa takeli bombončki, spet, to je formula 4 za otroke. Na dan se vzame, ne vem, 3 do 5 teh bombončkov in ima notri holin. Holin je vitamin B8 in vitamin B8 je ključen za delovanje možganov, za koncentracijo. Medtem ko v Provitality Plus so pa vsi ostali B-vitamini, minerali, noter je omega 3, za omega 3 itak že veste, da je potrebna za mišice, za kosti, za možgane, za koncentracijo, za obnovo tkiv. Potem so noter olja, ki odprejo celično membrano. Ta olja delujejo na ta način, veste, kot če je avto, ki nima pospeška, pa ga peljete k mehaniku in vam dolije notri poleg goriva dodatek za gorivo, nek dodatek da noter, da v bistvu malo podmaže motor. No, to dela tale Provitality Plus, malo podmaže motor. No in potem, kaj je še noter? Aha, karotenoid. O karotenoidu sem pa zadnjič govorila in karotenoid je pa ključen pri tem, da se možganske celice obnavljajo, deluje dejansko na obnovo. Čakajte, vam bom narisala, da boste lažje razumeli, kaj vse skupaj to dela. Samo majčkeno, da jaz najdem flomaster. Nekaj se premika tamle zadaj. Vam narišem, da bom lažje razložila vse skupaj. Poglejte, možganska celica in pri otrocih, ki so preutrujeni, dobro, vsi imamo take možganske celice, to je celično jedro, to je živc, takole, lejte, živci, in ovojnica okrog, to je pa mielinska ovojnica. In ta mielinska ovojnica potrebujemo antioksidante, najbolj močen antioksidant je karotenoid, ker je močnejši od E-vitamina, deluje tudi C-vitamin. C-vitamin je predvsem za nove povezave, reče se sinapse, da pride iz ene možganske celice sporočilo v drugo. No, v glavnem, potrebna je omega 3 za obnovo mielinske ovojnice in potreben je tudi kalcij z magnezijem plus D3 vitamin, predvsem kalcij drži vse skupaj. Tako da zdaj, če pogledamo, kaj bi jaz mojemu otroku priporočila, če bi imel naporen urnik, če bi vstajal 5 zjutraj, če bi pač ga želela majčkeno podpreti. Jaz mu bi tole priporočila Provitality Plus zvečer pred spanjem. Mogoče še kakšen vitaminček Vitaskver, predvsem pa, zdaj tukaj ga nimam za pokazati, kalcij z magnezijem in vitaminom D3. To je kal, mah plus D3. Zdaj, zakaj bi dala to otroku? Zato, ker otroci pač rastejo. In ker rastejo, porabljajo večje količine kalcija in kalcij porabi telo za kosti. Tudi za mišice potrebuje kalcij in ga mogoče zmanjka tukaj za obnovo možganov. Hkrati se učijo, imajo naporen študij in tako naprej. V glavnem, če želimo otroke podpreti, včasih je pametno majčkeno podpreti njihovo prehrano zdravo s prehranskimi dopolnili. No, zdaj pa še ena stvar, spet iz svojih izkušenj govorim. Otroci radi jejo hrano, ki je dobra, pa včasih ne tako zelo zdrava. In mogoče sploh fantje pojejo preveč ogljikovih hidratov in te ogljikovih hidrati normalno, da jih potrebujejo, ker rabijo energijo, ampak po drugi strani pa mogoče premalo teh vitaminov, mineralov, zaščitnih snovi in potem se vse skupaj odraža na tem, da eksplodira za vsako malenkost. In če vaš odraščajoči otrok popeni za vsako zadevo, mu po vsej verjetnosti manjka B-vitamina in zaščitnih snovi. Tako da, ne vem, jaz zdaj, če gledam res iz svojih izkušenj, mi jemljemo prehranska dopolnila, moje punce jih jemljajo, jaz jih jemljem in lahko rečem, da prehranska dopolnila absolutno, sploh omega 3 deluje na koncentracijo, na živce, B-vitamin deluje na to.
In ne nazadnje, zdaj, če jaz gledam učni uspeh, ker v naših merilih se še vedno učni uspeh meri po tem, kako ti dobro gre v šoli, vidim, da enostavno otrokom je ostajalo v glavi tisto, kar so prebrale. Se pravi, zelo močna koncentracija, možnost spomina, polnjenja in ne vem, nekoč sem z eno punčko govorila oziroma z eno prijateljico od moje hčerke, je rekla, jaz imam občutek, kot da je moji možgani, kot da so cedilo. Gledam in nič ne ostane noter. Berem in se ne zapolnim. No, in če so vaši možgani taki kot cedilo, pomeni, da tudi vam manjka B vitamina, omega 3, pa enega od antioksidantov, zdaj to C vitamin ali E vitamin ali pa karotenoid. Tako da v glavnem, na ta način boste videli, da boste svojemu otroku pomagali. To vam govorim iz svojih izkušenj, a naj vas še spomnim na popust. Koda za popust je zdravje, tako da jo lahko uporabite in boste imeli pri naročilu 10% popust, ker ne nazadnje ta prehranska dopolnila niso poceni. Dobro, vas ne bom prestrašila, recimo tale Pro-Vitality Plus pride okrog 45 evrov, ampak vse, glejte, pa 45, pa 45, pa 45, plača pa je taka, kot je, ali pa penzija je taka, kot je, in to pomeni, da s tem, pa če je majhen cenejši, pa si lažje privoščite. No, tako da, to je današnji nasvet, majčkeno bolj na hitro za vse tiste starše, ki želite podpreti svojega otroka, ki želite, da vaš otrok ima čim bolj podprte celice, da zraste eno tako samozavestno, tudi samozavestno osebo, ker dejstvo je, glejte, če človeku uspeva v življenju, ima občutek, da mu gre, da je uspešen in seveda s tem se krepi tudi samozavest. In sem res prepričana, da to, kako delujejo naši možgani, direktno vpliva tudi na stopnjo samozavesti. Tako da, uživajte, naj vam bo življenje postlano z radostjo, predvsem pa dovolite si uživati v tem, če imate otroke, da ne vidite samo, kje je kakšna stvar razmetana, ampak da se dovolite uživati. Danes sem se pogovarjala s hčerko in sem rekla, da včasih ta moja generacija staršev, da postanejo preveč odrasli. In vam povem, kaj sem naredila. Včeraj je bil pust in pač moja hčerka je imela rojsten dan in so punce šle v klub in sem jih speljala in sem šla še jaz v maškarado. In meni je bilo tako dobro, pač plesali smo, meni je bilo fajn, itak smo bili maškare. Seveda se je videlo, da sem starejša od njih, ampak še zmeraj mi je bilo pa fino, ne? In smo se potem pogovarjali o tem, da koliko mam bi bilo tam pri 50-ih, da bi šle v klub med 20-letnike, ker so preveč mame, preveč toge, preveč resne. Glejte, saj samo življenje in ne biti preveč odrasel. Zakaj moramo postati tako grozen odrasli in tako grozen zaskrbljeni in tako grozen odgovorni? Pa dajmo pustiti otrokom dihati. In včasih zamižiš na eno oko in stopiš čez tisti kup in rečeš prijazen, ko boš lahko pa pospravil. A kaj spremeni? Mislim, spremeni. Ali pa prideš pa spet je razmetan, nič ne pospraviš, kakšna zguba si. Življenje je lahko lepše. Predvsem pa, dajte, če se mi odrasli majčkeno umirimo od tega odraslega sveta. Ta odraslost je tako strašno naporna, da enostavno, če se malo sprostiš, otrok bo glih tako odrasel. Če se kdaj nasmejiš, otrok bo glih tako zrasel. In tisto, kar jaz moje učim, je absolutno poštenost. In to je edina stvar, kar šteje, iskrenost. To mi je pomembno. Ne kakšne ocene imajo, ne koliko je štemplov, dosežkov, diplom. To na koncu koncev ni pomembno v življenju. V življenju je pomemben odnos,
da živiš skozi svoj talent, da se izražaš skozi svoj talent. In to je za moje pojme edina stvar, kar res šteje v življenju. Tako da, ja, zato pa vam pravim, naredite kdaj kakšno traparijo, ker je toliko zabavno živeti. In ja, glejte, pomislite, kdaj ste kakšno ušpičali, pa se je že čas, da kakšno ušpičite. Uživajte in naj bo vaš svet res, res lep.